Razgledi in razmisleki. Michael Bell, rojen leta 1984, je kanadski filmski ustvarjalec, čigar filmska kariera se je začela pred kamero. V mladih letih je 10 let nastopal v 2 znanih serijah, pozneje pa se je preselil za kamero, kjer je začel kariero montažerja, kasneje pa režiserja. Njegov celovečerni dokumentarni prvenec Ne hodi v zgornje nadstropje je osebna pripoved o dolgo zakopani družinski skrivnosti in družinskih odnosih, ki so se spletli okoli nje. Lowbellovi so na videz povsem običajna kanadska družina srednjega razreda. Hiša z vrtom, 3 otroci in najstarejši sin, ki vsakdanje življenje, tako kot mnogi v 90-ih letih, snema z domačo videokamero. Vse je videti običajno, razen nekaj podrobnosti. Noben od otrok denimo ne ve, s čim se njihov oče preživlja. Prav tako ne smejo hoditi na podstrešje. Mama in oče sta oprezna, hiša je zavarovana z alarmom, žaluzije pa morajo biti pogosto spuščene. Mnogo let pozneje Michael Bell svojo zdaj že profesionalno kamero usmeri proti lastni družini. Prvič jih prosi, naj odkrito spregovorijo o veliki družinski skrivnosti in o tem, kako je ta zaznamovala njihova življenja. Rezultat je dokumentarni film, ki se občasno spogleduje s prvinami trilerja. Na eni strani gre za stopnjujočo napetost, ki spremlja razkritja, na drugi pa je film intimna zgodba o družini, molku, spominu in posledicah skrivnosti. Dejstva, da je režiserjev oče dolga leta služil denar s preprodajo drog. Michael Bell, kdaj ste se odločili, da boste o svoji družini in predvsem o tem, kaj je v preteklosti počel vaš oče, posneli film? Predstavljam si, da je bila to težka odločitev, saj ste z razkritji v filmu postavili svojo družino v ranljiv položaj. The story has existed since I was a child and continues to exist. It's just a part of my life. Ta zgodba me spremlja, odkar sem bil otrok. Preprosto je del mojega življenja. Mislim, da pogosto, ko ti rečejo, da o nečem ne smeš govoriti, to na nek način začneš poveličevati in fantazirati o tem, da bi o tem lahko govoril. Zato sem si že od malega želel ljudem povedati, kaj se v resnici dogaja. Potem sem odrastel, se usmeril v umetnost, postal filmski ustvarjalec in vedel sem, da je to moja zgodba in da jo bom nekoč moral povedati. Mislim, da sem čakal, da sem bil dovolj star, da sem prek dela na sebi na terapiji pridobil nekaj orodij, nekaj terapevtskega besedišča in izkušenj z razčlenjevanjem lastnega otroštva. To sem v zadostni meri opravil. Zdelo se mi je tudi, da za to zgodbo obstaja časovna omejitev, ker se moji starši starajo. Ljudje, s katerimi se skušam soočiti, ne bodo vedno tukaj. Zdelo se mi je, da se to časovno okno oži in vedel sem, da to preprosto moram storiti. Imel sem zelo dobrega prijatelja in mentorja, ki mi je ob spremljanju mojih notranjih bojev povedal, da obžaluje, da sam ni imel takšnega trenutka s svojim očetom, preden je ta umrl. Zelo iskreno mi je rekel, ne naredi iste napake, kot sem jo jaz. Ne pusti, da ti to uide. V filmu želite brez zadržkov spregovoriti o kriminalni preteklosti vašega očeta, kar pa bi lahko imelo zanj tudi pravne posledice. Verjetno usklajevanje tega, kar je pomembno za filmsko pripoved, in tega, kakšne posledice imajo določena dejstva lahko z pravnega vidika, ni bilo enostavno. In tudi ni bilo. Rad bi jasno povedal, če se kdo sooča s podobno situacijo, ne zagovarjam tega, da se je v vseh primerih treba soočiti s svojimi starši, se lahko to komu povzroči še dodatno škodo. Vsak mora sam presoditi, kaj je prav zanj in mislim, da pri tem verjetno potrebuje tudi nekaj pomoči. Zame je bil to zelo počasen proces, v katerem sem skupaj z očetom delal nekaj let. Ko sem ga vprašal, je najprej rekel ne. Zanj je bilo to najprej povsem nemogoče.
Vendar sem vedel, da moram vztrajati. Sčasoma je pristal, da najprej posnamem intervju z njim, da bi sam razumel, kaj se je dogajalo. To je bilo nekaj, kar mi je bil pripravljen nuditi, saj je videl, da to potrebujem. Mislim, da je menil, da sem dovolj odrasel, da to prenesem. Tako sva začela. Posnetke tega intervjuja je zelo dolgo zadržal pri sebi. Potem je bilo treba prepričati še druge družinske člane. Kot si lahko predstavljate, so vsi čakali očeta, ker je bil on tisti, ki je postavljal pravila. Ko je on nekoliko popustil, se je to odrazilo tudi pri preostali družini. Druga velika sprememba je bila, da smo v Kanadi dobili liberalno vlado, ki je legalizirala marihuano. To je marsikaj spremenilo. Ni bila več nezakonita. Seveda je to, na kar oče namiguje, da je počel še vedno kaznivo dejanje. In imate popolnoma prav, zato smo morali opraviti zelo temeljit pravni pregled. Imeli smo veliko pravno ekipo, da bi dobili potrebna zagotovila. Potrebovali smo več različic in več krogov pogovorov s pravniki in določeno tveganje je še vedno obstajalo. Mislim pa tudi, da to kaže na očetovo nesebičnost pri vsem tem. V filmu se morda ne zdi kot človek, ki bi ga bilo lahko prepričati, vendar dejstvo, da je sodeloval, veliko pove. Večkrat je sicer odnehal, a se je vedno znova vrnil. Ko je videl dokončani film, ga je sprejel. Nekako se je sprijaznil z njim in mislim, da je bil to znak, da je v tistem trenutku nas postavil pred sebe, kar je bilo za nas zelo pomembno. V filmu poleg pogovorov z družino danes vidimo tudi arhivske posnetke, ki ste jih po večini snemali sami, ko ste bili še otrok. Mi lahko poveste kaj več o njih in kako je dejstvo, da ste jih snemali, takrat doživljala vaša družina? Ko sem snemal, sem jim dajal različne naloge, ves čas sem jim ukazoval, kaj naj naredijo, oni pa so mi pri tem pomagali. Prepričan sem, da jim ni bilo vedno do tega, da jih snemam. Posnetki so zanimivi, ker sem med poznejšim pregledovanjem našel nekaj odlomkov, ki v tem kontekstu delujejo precej srhljivo. Naprimer, posnetek moje mame, ki govori: "Vključi alarm, spusti žaluzije." To so bile vsakdanje stvari. Ko so posnetke videli, so bili moji starši šokirani, še posebej moj oče. Morda pretirava, ampak rekel je: "Mislim, da si vse to podzavestno snemal in shranjeval. Kot da si v sebi hranil občutke povezane s tem in da je bilo že od nekdaj namenjeno, da bo to nekoč prišlo na plano v tem filmu. Morda si vse to podzavestno zbiral in shranjeval." Kot najstnik sem bil precej temačen. Hotel sem snemati grozljivke o ljudeh, ki vdirajo v hiše, o pošastnih ljudeh in podobnih stvarih. Moja domišljija je bila ves čas usmerjena v iskanje groženj. To je bila preprosto posledica odraščanja v takšnem okolju. Ko ves čas gledaš očeta, kako opreza skozi okna, tudi sam začneš nenehno prežati na nevarnost. Svet se zdi strašljiv in nevaren, pošasti pa nimajo obraza. Sanjsko zaporedje, ki ga vidite v filmu, temelji na nočni mori, ki sem jo imel vse do svojega 20. leta, dokler se nisem odselil od doma. Približno leto dni po selitvi je nočna mora izginila. To je bil eden od prvih namigov zame. Pomislil sem, moja vseživljenjska nočna mora o policiji ali o slabih ljudeh, ki bodo vdrli v hišo, nas odpeljali in razbili družino, je nenadoma izginila. Tukaj se skriva nekaj pomembnega. V tebi obstaja nek tih, skrit glas, ki ti nekaj govori ali kaže, čeprav tega še ne znaš zares prepoznati ali razumeti. Takrat se začneš soočati z lastno duševnostjo. V filmu se posvetite skrivnosti, ki je spremljala vaše otroštvo in otroštva vaših sorojencev. Starši so vam pravzaprav prepovedali, da bi spraševali, s čim se ukvarja vaš oče. Iz filma pa izvemo, da ste kljub temu, da niste vedeli, kaj točno počne, ves čas slutili, da stvari niso takšne, kot se zdijo. Kdaj ste sami, pa tudi vaši sorojenci, spoznali, kaj se skriva za vsem tem? It's funny what you can know without explicitly being told.
Zanimivo je, koliko lahko veš, ne da bi ti bilo to izrecno povedano. Pri takšnih stvareh obstaja določena intuicija. S sestro sva imela sestavljeno skoraj celotno sliko, manjkala je le še dokončna potrditev od očeta. Mislim tudi, da sva se o tem bala govoriti drug z drugim, ker nisva želela ničesar odpreti ali povzročiti kakršnega koli pretresa, pritegniti pozornost. Z mojo sestro, s katero sva si zelo, zelo blizu, sva skoraj enake starosti in zdi se mi kot moja dvojčica. Lahko sva samo pogledala drug drugega in si sestavila stvari v glavi. Ko sva postala najstnika in sva že imela besede, s katerimi sva lahko začela govoriti o tem, sva se o tem tudi pogovarjala. V filmih in serijah sva prepoznavala stvari iz lastnega življenja. Oba sva denimo ob približno istem času gledala serijo Kriva pota. Na mah sva pogledala celotno serijo in se na to poklicala. Vsi drugi so govorili, ta serija je neverjetna, noro je, kakšne stvari se dogajajo. Neverjetno je, kako daleč je ta človek pripravljen iti. Midva pa sva govorila samo o enem. Ali ni bil tisti prizor s Skyler in Waltom, z materjo in očetom, natanko tak kot pri nas doma? S to serijo sva se povezovala na povsem drugačni ravni. Takrat sem tudi spoznal enega od razlogov, zakaj sem verjel, da bi moj film lahko našel občinstvo. Ko snemamo filme o takšnih zgodbah, jih namreč redko vidimo z vidika družinskih članov. Morda dobimo nekaj vpogleda s stranskimi prizori, vendar sem imel vedno občutek, da je ta perspektiva zapostavljena. Ampak ja, vedeli smo. Ko je bila v Kanadi marihuana legalizirana, je moj oče dokaj hitro omenil mojim sorojencem, tudi jaz sem imel nekaj pri tem. In potem nič več. Torej ni šlo za nek trenutek, ko bi vsi sedli za mizo in bi nam bilo vse razloženo. Bil je počasen, dolgotrajen proces, v katerem smo postopoma sestavljali koščke sestavljanke. In na koncu smo vedeli vse, kar smo morali vedeti. Si je tudi vaš oče ogledal serijo Kriva pota, se je z njo morda poistovetil? He did. In fact, we did a cheeky little thing because my sister and I... Pravzaprav sva s sestro naredila majhen eksperiment. Rekla sva si, da mu bova predlagala ogled te serije, ker obožuje filme in televizijo. Odraščal je v svetu umetnosti. Bil je plesalec in to je bilo tisto, s čimer se je želel ukvarjati, ko je bil mlad. Razume pripovedovanje zgodb. Rekel sem mu, oče, to serijo moraš pogledati. In jo je. Potem pa od njega dolgo nisva ničesar slišala. Nekaj mesecev pozneje sva ga med večerjo vprašala, in kaj si mislil o seriji Kriva pota? Odgovoril je, sovražil sem jo. Nisem je gledal do konca, niti prve epizode nisem mogel pogledati do konca. Sestro sva se samo spogledala in si mislila, o moj Bog. No, prav. Okay. V filmu pokažete, da so vaši starši mislili, da so nekatere stvari pred vami skrivali bolje, kot so jih v resnici. Vaši otroci vedo veliko več, kot si mislite. Vidijo, čutijo. Tega ne morem dovolj poudariti. Bila sta šokirana, ko sta ugotovila, koliko smo vedeli in koliko smo čutili. Resnično ste verjela, da imata vse pod nadzorom. In prav v tem je bistvo, kaj ne? Film odpira tudi vprašanje o tem, kaj poveš svojim otrokom in kdaj je primeren čas za pogovore o stvarih, ki jih morda še ne morejo razumeti. S tem se ves čas soočamo. Najpreprostejši primer je, da nekateri otroci verjamejo v Božička in podobne stvari. O tem lahko razpravljamo, ali naj otroku povemo resnico o Božičku ali ne. Razbijanje iluzij je občutljiva zadeva. Zato gre bolj za vprašanje kot za odgovor. Sam odgovora še vedno nimam, še vedno se ukvarjam s tem. Kdaj bi bil pravi trenutek? Ali pa je bil to preprosto naraven potek takšne zgodbe?
Nisem povsem prepričan. Vse, kar lahko rečem, je, da sem se želel s tem soočiti. Zaradi sebe, zaradi svoje družine, predvsem pa zaradi svoje mame. Želel sem, da gremo čez to, da to predelamo in pustimo za seboj. Omenili ste, da je bil vaš oče povezan z umetnostjo. Tudi v filmu gledalce nekoliko preseneti, da je bil v mladosti plesalec, saj si običajno za ljudi s kriminalno preteklostjo ne predstavljamo, da so imeli lahko, preden so zašli na kriva pota, povsem drugačne življenjske cilje. Zanimiv človek je. Hkrati pa mislim, da je to zelo žalostna zgodba o sanjah, ki so se razblinile. Izgubil je svoj življenjski namen. Zašel je v nekaj, v čemer je bil dober, vendar tega ni imel rad. In potem je s tem preprosto nadaljeval. Nenadoma je imel družino, otroke. S svojim očetom se res lahko poistovetim. Zato mi je bilo pomembno vključiti tudi ta vidik njegove osebnosti. Kako je prišel do te točke? Kaj vse vodi do tega? Kako se kaj takega sploh lahko zgodi? Nikakor nisem želel svojega očeta prikazati kot zlobneža. Čeprav se film morda zdi nekoliko ojdipovski in verjemite mi, s tem se ukvarjam na terapiji, ga nisem poskušal ubiti. V resnici sem se skušal spraviti z njim, pa čeprav je bilo to še tako težko. Tudi, če sem ga moral simbolično stresti in mu reči, povej mi tisto, kar moram vedeti. Zato sem ga moral prikazati kot celovito, večplastno osebo. Sicer bi bil to le še en dokumentarec o resničnem zločinu, kakršne vsak dan množično producirajo. V filmu očeta spoznamo kot povsem običajnega človeka, ki je preprosto počel, kar je počel. Omenili ste, da ste se želeli izogniti pristopom, ki jih običajno ubirajo dokumentarni filmi, ki govorijo o zločincih. Na kaj ste bili pri snemanju filma še posebej pozorni, da bi se temu izognili? Že od začetka sem vedel, da film snemam zato, da ponudim drugačen pogled na zgodbo, za katero mislimo, da jo že poznamo. Poskrbeti sem moral, da ljudje v njem, predvsem člani moje družine, ohranijo svoje dostojanstvo. Do njih imam odgovornost in temu se nisem želel izneveriti. Sprava ne pomeni, da moraš vse razstreliti, kaj ne? Zato tega nisem mogel storiti. Zame je ta film nekakšen živ dokument, artefakt, ki smo ga ustvarili skupaj. Zelo pomembno mi je bilo, da so ga videli in da so se v njem, čeprav ga je bilo težko gledati, čutili pošteno predstavljene. Imam dolžnost skrbi. Tako kot v vsakem dokumentarnem filmu do svojih sodelujočih nosiš odgovornost, da si čim bolj resnicoljuben in da spoštuješ njihove zgodbe. Hkrati pa smo v vsem tem procesu poskušali postati boljše različice sebe. Zato je bilo veliko usmerjanja, podpore, pomirjanja in zagotavljanja občutka varnosti. Neprestano smo se pogovarjali o tem, kaj ta film sploh je, kakšen je njegov namen, zakaj zastavljam ta vprašanja in kakšen je širši smisel vsega skupaj. Zame je bilo vodilo ves čas isto. Čez to moramo iti tako, da bomo na drugi strani močnejši, boljši in bolj povezani. To je bila moja zvezda Severnica. Seveda pa sem se tudi malce poigral z obliko. Sredi filma je tako prizor, v katerem se poglobimo v to, kaj je moj oče počel iz dneva v dan. Temu rad rečem moj poklon Martinu Scorseseju. Narejen je bil namenoma, da bi gledalcu s tem rekel, poglejte, to je tiste vrste film, ki ste jih vajeni, kaj ne? Kako zabavno, kako divje, kako noro je vse skupaj. Toda v filmu se vedno znova vrnemo k družini, čustvom in posledicam vsega tega. Ne vem, kako bi sicer lahko živel sam s seboj, kako bi jih lahko pogledal v oči. Sam sem moral biti sposoben pogledati svoje bližnje v oči in nadaljevati življenje. Zanimivo je, da se mi film bolj kot kaj drugega zdi kot posnetek dolge terapevtske vaje. Ne deluje mi kot film. Vem, kako je snimati filme, dolga leta sem delal kot montažer. To ni enak občutek. Zdi se mi, kot da smo zabeležili nekaj resničnega, nekaj, kar bi se moralo zgoditi v vsakem primeru. Pomislil pa sem, da bi morda lahko s tem ponudil nekaj tudi komu,
ki se je znašel v podobni situaciji. But I thought maybe I could offer something to someone in the same situation. Razgledi in razmisleki.